Lep dober večer in dobrodošli na Miklavževem koncertu. Veste, Miklavž in Miklavževi vhodi so bili nekdaj v naših krajih velik praznik. Miklavža so spremljali hudiči ali parkani, ki so sprošili otroke. Otroki pa so verjeli, da Miklavž s sabo nosi dve knjigi, eno zlato in eno črno. Pridnost otrok si zapisuje v zlato, porednost pa v črno. Zato je treba biti priden, če ne gre drugače vseh v zadnjih dneh pred Miklavževim prihodom. In ker verjamemo, da ste bili gostje čez celo leto izjemno pridni, vam Koroški simfoniki ob tem prazničnem trenutku podarjajo ta koncert kot dragoceno in nepozabno darilo. Ne povemo še par besed o orkestru. Koroški simfoniki so orkester, ki združuje vse učence, študente, učitelje, profesorje, ljubitelje. Delujejo tako doma in na avstrijskem Koroškem. Orkester je prvič nastopil decembra leta 2016. Želja po igranju je pred 2 letoma v orkester pripeljala veliko novih članov. In prvotni simfonični orkester glasbene šole Ravne na Koroškem je prerasel v 70-članski orkester z imenom Koroški simfoniki. Glasba združuje ljudi in zaradi tega se je kolektiv Ravenske glasbene šole odločil, da poskusi združiti vse glasbenike z Koroške, profesionalce, študente Korošce, ki se izobražujejo na konzervatoriju za glasbo v Celovcu in Akademiji za glasbo v Ljubljani, ljubitelje in učence glasbenih šol Koroške, predvsem pa Ravenske. Idejni vodja sedanjega orkestra Koroški simfoniki je glasbena šola Ravne na Koroškem in pa dirigent profesor Đorđe Berak, ki je kot učitelj violine s trdim delom in s pomočjo svojih kolegov učiteljev glasbene šole Ravne na Koroške iz malega 12-članskega godalnega orkestra sestavil najprej simfonični orkester glasbene šole Ravne na Koroškem, sedaj pa simfonični orkester Koroške simfonike. Orkester je pod svoje okrilje prevzelo tudi Društvo glasbenikov Evropeja. Kot smo že omenili, so skupaj naredili nekaj skoraj nemogočega in s tem pokazali, da naše glasbene šole in njihovi učitelji vsa ta leta dvigajo raven glasbenega izobraževanja mladih na Koroškem. A se ti ne zdi, da je že malo dovolj govorenja? Ja, se strinjam. Zato prisluhnimo skladbam Autumn with You in The Drunken Sailor.
Orkester deluje šele drugo sezono in je že postal prepoznaven doma, ter z velikimi načrti snuje nove programe, ki jih bo predstavil v letošnjem letu tudi v tujini. V repertoarju orkestra Koroški simfoniki najdemo tako skladbe klasičnih mojstrov, kot tudi filmsko, operno, baletno in popularno glasbo. Da je bila odločitev prava, so mnogi poslušalci spoznali že na prvih koncertih, s katerimi so se predstavili člani orkestra. Glas v novo nastalem orkestru s sodobnimi metodami dela in ustvarjanju koncertov z zanimivimi programi se je hitro širil med glasbeniki in poslušalci. Glasbeniki orkestra in koroška publika se že veselimo novih koncertov in z veseljem ugotavljamo, da ima simfonična glasba svoj prostor in tradicijo v našem kulturnem življenju. Koroški simfoniki so zapolnili dolgoletno praznino te zvrsti. Odziv in entuziazem glasbenikov, oziroma odziv poslušalcev in entuziazem glasbenikov pa upravičuje vso pomoč, ki jo orkestru v bodoče potrebuje in pričakuje. Z orkestrom so junija letos nastopili solopevci glasbene šole Ljubljana Vič Rudnik, v prihodnosti pa bodo tudi mnogi slovenski in tuji vrhunski umetniki in mladi perspektivni solisti in instrumentalisti. Maja 2019 orkester, poleg vseh koncertov, bo sodeloval na velikem koncertu narodno-zabavne skupine Štiri Kovači, ki bo praznovala 65 let umetniškega dela in bo predvidoma maja 2019 v Slovenj Gradcu. V letošnjem letu in še naprej načrtujemo še večji orkester in še bolj prepoznaven. Zato se bomo brez obotavljanja prepustili naslednjim skladbam z naslovi Headliner, Song of the Dolphin in Cumberland Cross.
Sledijo skladbe A Heated Overture in City Nights. Tretja skladba pa je tema, ki jo pozna prav vsak. Večino od nas popelje v obdobje risank in odraščanja, zato je tudi ne bova imensko napovedala. Pustimo se presenetiti.
Sedaj pa prisluhnimo skladbam The Waltzing Cat, pri kateri se bo simfonikom pridružil še balet glasbene šole. In Burglars Holiday, solisti Anejem Korenjakom, Aljažem Drobnikom in Matevžem Štrekljem na trobentah. Ter glasbi iz filma The Lord of the Dance.
Za zaključek pa še legendarni skladbi iz filmu Titanic in Pirates of the Caribbean z baletom glasbene šole.
To so bili Koroški simfoniki z dirigentom Đorđom Berakom. In balet glasbene šole. Z vami sva bila Gašper Topolinjak in Majlan Piletič. Hvala in lep večer še naprej.
Thank you.